Skratka, zgodovinski kontekst pričujoče monografije se nanaša na čas, ko je bila večina slovenskega etničnega ozemlja pod Habsburško dinastijo od okrog leta 1500 do poraza Avstro-Ogrske v prvi svetovni vojni. Uokvirjajo jo prve tiskane vrstice iz slovenske puntarske pesmi v kmečkem uporu leta 1515, kar pomeni, da je zgodnejša od Trubarjevega abecednika in katekizma iz 1550. Do pesmi o tragičnem uporu slovenskih črnovojnikov v Judenburgu leta 1917 z Antonom Hafnerjem na čelu, za kar je plačal z življenjem. Vodno poglavje orisuje pesnjenje na vojne in vojaške teme prvih 5 stoletij, sicer pa se monografija osredotoča na 5 let Prve svetovne vojne. Vanjo nas uvajajo pesmi in ilustracije o vojaškem drilu nekaj let pred to vojno. Njihov avtor Jernej Petkovšek je bil, ne da bi še kdaj videl dom, naravnost iz nje poslan na fronto in v Galiciji je padel že 2. mesec Prve svetovne vojne. Vid Ambrožič pa je zdržamo preživel 7 let v vojaški sukni, najprej 3 leta kot nabornik in nato kot vojak na fronti. O vsem tem je napisal okrog 270 pesmi. Leta 1917 se v njih kot strašljiv motiv pojavi lakota, ki je tudi spravila na kolena avstro-ogrsko vojsko in cesarja. Kot pika na i je pesem, ki se mi po zaslugi današnjih 2 avtorjev za zbirko Glasovi, tukaj navzočih, prišla na dan tik pred zdajci s pesmijo, ki dokumentira odločilno bitko, 133 dni nepretrganega bojevanja med avstro-ogrsko vojsko in rusko vojsko za današnji južnopoljski Przemysl. Statistika našteva še okrog 70 različnih avtorjev z okroglo 1000 pesmimi iz bojišč iz južne in vzhodne Evrope, po abecedi Soška fronta, Dober-Dob, Avstrija, Albanija, Češka, Italija, Madžarska, Poljska, Romunija, Rusija, Slovaška, Srbija. To so današnje države, takrat je bilo ena ali druga stran tega frontnega bojevanja. Monografija je začela nastajati s spominom na konec Prve svetovne vojne, končuje pa se spominom na obletnico požiga Narodnega doma, smo pravkar imeli tukaj knjigo na to temo v Trstu, in krivično začrtano Rapalsko mejo, ki se je za 2 desetletji kruto zajedla notranjost slovenskega etničnega ozemlja in usodni koroški plebiscit vse leta 1920. Edina svetla pridobitev za Slovence je bila priključitev Slovenske krajine, takrat imenovane, današnjega Prekmurja, tedanji Jugoslaviji oziroma današnji Sloveniji. Hvala lepa.